Opozicija je torej napovedala parlamentarno preiskavo, s čimer je priljubljena serija Koronska pota postala napeta kot še nikoli. Nato pa je torkova epizoda prinesla preobrat vseh preobratov. Koalicija je prehitela opozicijo in zahtevo za preiskavo vložila sama. Opozicija je bila nad potezo seveda navdušena. Vlada Janeza Janše in koalicija, ki je to vlado sestavila, se kratko malo norčuje iz ljudi. Sporoča pa nam še nekaj drugega in nekaj veliko bolj nevarnega. Da opozicija v tej državi pravzaprav ni potrebna, ker sami popolnoma zadostno obvladujejo razmere. Sem rekel, da je bila opozicija navdušena. Pardon. Mislil sem reči, opozicija je ponorela. Medtem ko je tovariš Kordiš nevoščljivo ugotavljal, da je desna vlada tako sposobna, da lahko poleg svoje službe upravlja tudi njegovo, je gospod Šarec za to priložnost na Twitterju skoval nov šarcizem. Tokrat se je namesto za kuharsko odločil za živalsko prispodobo. Če sem prav razumel, nam je želel gospod Šarec sporočiti, da lisica ne more preiskovati kraje kokoši. Kaj je baba? Situacijo nam je skozi prispodobo razložil tudi poslanec SD, gospod Franc Trček. V nekem resnem parlamentarnem delu pa seveda je ta njihova zgodba približno taka, kot da bi Franc Trček zažgal državni zbor, pa bi pa Socialni demokrati ustanovili preiskovalno komisijo, kjer bi Franc Trček dokazoval, da ni piroman. Dajmo upati, da je šlo tukaj res samo za prispodobo in ne za njegov dejanski načrt. Prav tako upamo, da gospod Trček v službo ne hodi s kolesom in torbo, kaj pa bi vzih požigalc. Lisica torej ne more preiskovati kokoši. SD ne more dokazovati, da Trček ni piroman. Kaj bi vsaj nekdo povedal direktno, mogoče gospod Bandelli, da se bo preiskovalna komisija preiskovala sama sebi, da bo Janez Janša preiskoval Janeza Janšo, da bo Počivalšek preiskoval Počivalška, je to absurd. Res je. Janez Janša ne more preiskovati Janeza Janše, niti Zdravko Počivalšek Zdravka Počivalška. Vsekakor pa lahko Zdravko Počivalšek preiskuje Janeza Janšo. Morda to ni v skladu z sodobno demokratično kulturo, je pa zato v skladu s starodavno kitajsko modrostjo, ki pravi: nihče ne vidi vladarjevih nečednosti bolj jasno kot tisti, ki mu najbolj leze v rit. Konfucij je to rekel, majke mi. Tako kot tistega pes, ki laja, ni dosti kuhan. Konfucij. Niso moje besede. Konfucij. Ker je opozicija naposled le vložila tudi svojo zahtevo, se nam poleg interpelacije najbolj priljubljenega med ministri Zdravka Počivalška obetata kar dve preiskovalni komisiji. Kako se bodo člani vlade branili pred očitki, večinoma še ni znano, vemo pa, kakšna je taktika ministra Tonina. Dajte, mene lahko slečete do spodnic, jaz nimam kaj skrivati. Ja, škaj ti nekdo v glavo vsedi eno sliko, ki jo nočeš videti in je pol ne dobiš z glave ven. Gospod Tonin se je za namene preiskave pripravljen sleči do spodnic. Vsekakor pohvalno. Kljub temu pa ni rekel do nagega. Zato se že pojavljajo ugibanja, da v spodnicah morda skriva tisto, kar gospod Trček verjetno skriva v torbi. Nekaj trdga. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.